Lepo pozdravljeni. Obsežno delo, kot je že kolegica napovedala, obsega okrogli 1200 strani, tako za opozorilo vsem potencialnim bralcem. Je plod 4-letnih raziskav v okviru Evropskega mednarodnega projekta MOMOVO Ženska ustvarjalnost od modernizma dalje in prinaša nova spoznanja na področju žensk v arhitekturi, gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in krajinski arhitekturi v Evropi, pa tudi širše. Vsebuje namreč 142 recenziranih člankov v angleškem jeziku, ki so plod dela 193 avtorjev iz 35 različnih držav, od Evrope do Azije, pa do obeh Amerik in Avstralije. Prispevki so bili napisani ob mednarodnem simpoziju MOMOVO, ki je potekal na Turinski politehniki junija letos. Knjiga sama pa je tako obsežna, da jo bom zelo težko tako na kratko predstavila. Razdeljena je v 8 poglavij, ki obravnavajo naslednje teme. Prvo poglavje je namenjeno izobraževanju in usposabljanju žensk, nacionalne in mednarodne preslikave in se posveča dostopnosti arhitekturne izobrazbe ženskam od pionirk z konca 19. stoletja do sodobnic v 21. stoletju, vključenosti žensk v akademske poklice in feminizaciji poklica v današnjem času. Če omenim samo nekaj zanimivosti, prva ženska politehnična šola je bila ustanovljena v zaostali carski Rusiji leta 1915. Prva diplomirana arhitektka je bila Sinje Horenborg, ki je leta 1890 diplomirala s posebnim dovoljenjem na politehniki v Helsinkih na Finskem. Prva arhitektka, ki je diplomirala pod enakimi pogoji kot moški kolegi, pa je bila Jelisaveta Načič leta 1900 na Beograjski univerzi. Drugo poglavje je posvečeno ženski zapuščini in dediščini, zaščiti, obnovi in izboljšavam. Ukvarja se z ohranjanjem doslej povsem zanemarjene kulturne dediščine, ki so ustvarile ženske, torej na področju arhitekture in oblikovanja, in z vprašanjem vpliva teoretikov in ustvarjalk samih na spremembo dojemanja ženske zapuščine v družbi. Tretje poglavje z naslovom Ženske v mrežah in poklicnih združenjih je namenjeno predstavitvi ženskih poklicnih združenj in vključevanju žensk tradicionalna stanovska združenja, ker so bile tako nekaterih še celo do nedavnega izključene. Naslednje poglavje, ženske in kulturni turizem, se ukvarja z vlogo in vplivom žensk kot uporabnic kulturnega turizma ter z možnostjo razvoja novih tako imenovanih ženskih destinacij. Poglavje Ženski uspehi in strokovni dosežki, premikanje meja, predstavlja nagrajene arhitekturne in oblikovalske dosežke ustvarjalk in se ukvarja s problemom njihove zapostavljenosti pri podeljevanju najprestižnejših stanovskih nagrad v svetovnem merilu. Eden od takih najzloglasnejših primerov je se dogodil, če se ne motim, pred približno 20 leti, ko je bil na primer za življenjsko delo nagrajen Robert Venturi, čeprav je praktično vse življenje sodeloval s svojo ženo Denise Scott Brown, nje pač niso vključili v to nagrado, on pa jo je dobil kljub protestom, naj vendarle nagradijo tudi njegovo ženo. Poglavje Ženske in trajnost, mesto in pokrajina, raziskuje žensko angažiranost v trajnostnem ekološkem razvoju na področju arhitekture in oblikovanja. Potem poglavje Ženske kot subjekti, dokumentacija, metodologija, interpretacija in izboljšave je posvečeno metodologiji in virom za raziskovanje ženskih študij na področju arhitekture, gradbeništva in oblikovanja ter njihovim odmevom v sodobni historiografiji.
In še zadnje poglavje, risbe načrtov, to je zelo težko prevesti v slovenščino, ker sploh nimamo ustrezne terminologije. To poglavje pa se ukvarja z vlogo risbe v procesu načrtovanja ustvarjalk na področju arhitekture. Knjiga je brezplačno na voljo v elektronski obliki in je med drugim dosegljiva tudi na spletni strani projekta MOMOBO, ki ga je slovenske strani sofinancirala Agencija za raziskovalno dejavnost. Hvala lepa.